Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v današnji oddaji Moja družina. Danes gostimo izjemno gostjo, Bernardo Škrabar Damjanović, priznano detektivko, ki že več kot desetletje deluje na področju detektivskih storitev v Sloveniji in širše. Pozdravljeni, Bernarda, dobrodošli v studiu. Pozdravljeni. Bernarda je direktorica detektivsko-varnostne agencije 2, ustanovljene leta 2006, ki se ponaša z odličnostjo in visoko stopnjo profesionalnosti. Kot certificirana mednarodna preiskovalka je postala ena od vodilnih oseb v svoji panogi. Njena agencija pa se uvršča med najbolj priznane na svojem področju. V preteklosti je za svoje dosežke prejela tudi priznanje uspešna diplomantka Fakultete za varnostne vede, kjer se je izobraževala. Prav tako pa je aktivno vpeta v delovanje Detektivske zbornice Republike Slovenije, kjer sodeluje pri izobraževanju in nadzoru novih generacij detektivov. Njeno poslanstvo presega meje detektivskih preiskav. Bernarda si prizadeva za etične in poštene prakse v detektivskem delu ter kot prva predsednica Komisije za nadzor nad detektivi pri zbornici bdi nad spoštovanjem standardov poklica. Njena agencija poleg osnovnih preiskav ponuja širok nabor storitev, kot so mednarodne preiskave, preiskave v poslovnem svetu in varnostno svetovanje, kar jim je prineslo zaupanje strank in ugled v širši javnosti. Bernarda Škrabar Damjanović pogosto poudarja, da se skozi svoje delo srečuje z zanimivimi in zahtevnimi primeri, ki omogočajo vpogled v najrazličnejše življenjske zgodbe. V intervjuju za enega od slovenskih medijev je dejala: "Včasih živimo leta z ljudmi in šele kasneje ugotovimo, da jih nismo zares poznali." To je tudi eno od spoznanj, ki jo žene pri njenem delu in ji pomaga razumeti, zakaj ljudje iščejo pomoč detektivov. Poleg svoje profesionalne poti je Bernarda častna dekanja poletne detektivske šole v Bukarešti, kar priča o njenem mednarodnem ugledu in prispevku k izobraževanju na področju detektivskih veščin. V današnji oddaji bomo z Bernardo raziskali, kako je njen poklic povezan z njenim družinskim življenjem, kako se spoprijema z izzivi in stresom, ki ji prinaša njeno delo, ter kako po njenem mnenju lahko detektivi prispevajo k reševanju družinskih in osebnih težav. Spoznali bomo, kaj je tisto, kar Bernardi daje moč in vztrajnost v njeni dejavnosti in katere vrednote ji pomagajo, da ostaja osredotočena, profesionalna in hkrati srčna oseba. Pridružite se nam v tej izjemni zgodbi o ženski, ki svoje življenje posveča odkrivanju resnice in pomaga ljudem takrat, ko to najbolj potrebujejo. Hvala, ker ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo na začetek nove zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Bernarda, še enkrat lep pozdrav. Veliko zanimivih stvari verjamem, da počnete v življenju. Ja, hvala za tako lep in izčrpan napovednik. Ampak, če začneva na začetku, iz kje izhajate? Kakšna je vaša družina? Moja družina je povezana, pa kar recimo mi daje en pečat oziroma kaj mi je popotnica bila in je v življenju, je to, da sta starša izjemno delavna bila skozi. In da je bilo delo neka vrednota in to sem jaz že od malega gledala. Poleg tega pa to povezanost in to druženje z ostalimi sorodniki, ki so mi tudi mnogo dali, se pravi starša in potem brat in sestra od očeta smo bili in smo izjemno povezani. In tako da že kot malega otroka me je pa zelo privlačilo prav to druženje s starejšimi. Recimo, jaz sem se oziroma najrajši sem se družila in starši in potem sorodstvom in starejšimi ljudmi dosti rajše in lažje kot s svojimi vrstniki, tako da to me nekako spremljalo in ogromno sem od tega pobrala, od tega opazovanja tudi dosti v tišini, ker dosti mi pomeni ta odmik oziroma da imam to možnost svobode pa dihanja, da nisem nekam ukleščena ali pa stisnjena, ampak da imam to možnost opazovati. In to mi je bila izjemna popotnica od primarne družine.
sem zelo hvaležna za to. Mogoče bi izpostavili prav katero vrednoto oziroma spoznanje, ki ste jo kot popotnico pridobili iz družine? Zagotovo delavnost, ker to se me trdno drži. Vztrajnost še malo preveč na momente, ker včasih kar ne znam nehati, pa rabi človek počitek definitivno, pa odmik tudi od dela. Vztrajnost, trma, to je moja mama vedno govorila, ti si tako trmasta, ampak bolj kot do drugih, do sebe, se pravi, ko ti si zadaš, da se boš nekaj naučila, pač ne odnehaš, tudi če ti je to v škodo včasih. Tako da tukaj je kar, mi še zdaj moram reči, izziv iskati ta balans, kje pa je treba popustiti, pa malo počakati, mogoče dan, dva. Zagotovo resnicoljubnost in to, da pač si pošten in da delaš v dobrobit, ne samo svojo, pa družine, ampak dobrobit skupnosti, tudi da delaš dobro oziroma da vse ne delaš slabo. To jaz rada rečem, da če nekdo nima namena dobrega, potem ne škodi. To se mi zdijo take popotnice, ki so dragocene. Kaj pa izobrazba? Kako je bila pomembna izobrazba v vaši družini? Zelo. Starša sta to pri meni postavljala na prvo mesto, torej tudi če je bilo nekaj potrebno okrog vogalov hiše za narediti, pa se je bilo treba učiti, je bilo to na prvem mestu, torej da PCT učiti. Šola je najbolj pomembna in je treba temu posvečati pozornost. Kaj pa bi rekel, to je formalna izobrazba, koliko je pa pomembna v bistvu ta neformalna izobrazba? Kaj pretehta? Boljš se več učiti v šoli, pa dobiti izkušnje ali vzporedno? Formalna izobrazba je pomembna, ampak tudi neformalna. In tudi to mi je mami govorila že kot majhnemu otroku, ti imaš oči za to, da opazuješ, da gledaš, da se učiš. Vse v vsakodnevnem življenju. In tudi to jaz mladim ali pa svojim otrokom zdaj govorim, pač ne opazujejo, ne bojo radovedni, ne raziskujejo. Je formalna izobrazba nekaj, je podlaga, ampak je potrebno pa tudi druge stvari, pač na drugih stvarih delati in graditi. A bi rekli, da ste bili živahen otrok, da ste staršem dosti sivih las povzročali, ali ste bili Jaz sem bila popolnoma neproblematičen otrok, za katerega se praktično ni vedlo, ker sem tičala nekje v knjigah in brala. Tako da je bil bolj drugi izziv, kako me iz tam ven dobiti, pa priti na kosilo ali pa v neke druge stvari. Tako da ne, moja mama je v srednji šoli, recimo, ona šla na govorilne ure izključno zaradi tega, da prekontrolirala, kako sem ji poročala glede odsotnosti šole, recimo upravičenih, samo to jo je zanimalo. Ok, v redu, se pravi, to polletje, ne vem, 10 upravičenih ur, ali to drži. In pol mi je razlagala, da so se mamice na hodniku pogovarjali in da so rekli, kaj pa mislite, kako bo, pa to je rekla, kaj bo vse za ocene že vem, ker ona meni to sproti govori, ocene so dobre, jaz sploh nisem zaradi tega prišla, tako da ni imela nikoli problemov z menoj in še zdaj se rada s tem pohvali. Dostikrat v družini je ena tabu tema in sicer pogovor o denarju. A ste se v družini pri vas pogovarjali kaj o denarju ali je bilo to bolj? Smo se pogovarjali, ni pa to zdaj, da bi bila neka osrednja tema in to zagotovo pozdravljam in mi se recimo zdaj v družini, ki jo imam, pogovarjamo več o tem. Je pa vedno bil poudarek na tem, da so finance stabilne in da jih je potrebno imeti tudi za rezervo, pač nekaj za tekoče stroške in pa za rezervo v primeru kakšnih hudih časov, tako da to je pa oče prevzemal in še vedno prevzema pobudo v njunem odnosu zdaj, pač, ko sem jaz že nekaj let od doma in se mi tudi zdi to neka dobra popotnica, ki sem se jo naučila od njiju. Je pomembno, da so finance stabilne, zato da ne vplivajo pol na odnose, ker velikokrat verjetno, mogoče celo v vašem poslu vidite, da so posledica slabih odnosov tudi izzivi v financah. Ja, povsod. Ali v podjetju ali pa v družini. Tako, in v podjetju in pa tudi v osebnih odnosih. Kako, gospa Bernarda, pa se je začela potem vaša poslovna pot? Ker bom rekel, v uvodniku sem povedal, imate precej neobičajno pot za, bom rekel, povprečnega Slovenca. Ja, zagotovo. Kako vas je, ali pa kaj vas je na to pot spodbudilo?
Ja, jaz že v osnovni šoli, potem, ko se je bilo treba vpisovati naprej, sem si želela jaz v policijo. Meni je bilo to, niti ne, mislim, odkot, kaj pa vem. Sem kot otrok gledala recimo te kriminalke oziroma Miami Vice je bil takrat zelo popularen, jaz sem se v to zaljubila, ne. Ampak ne vidim to, ker to je bilo še praktično v prvih razredih osnovne šole, ko je bilo to popularno. Potem proti koncu ne vidim, da bi to imelo neko povezavo, ampak jaz sem si zamislila policijo, meni se je zdelo to fantastično, se pravi, vzdrževanje nekega reda, neke discipline in to. In potem sem seveda bila razočarana, ker tisto leto, ko sem se vpisovala naprej v srednjo šolo v Tacnu, kjer je bila takrat 4-letna policijska šola, ni bilo razpisanega oddelka za deklete torej. In nisem se mogla potem vpisati v to naprej. Šla sem potem, psihologinja svetovala, da grem neko gimnazijo, jaz sem pa že takrat razmišljala, jo, ampak jaz, če grem gimnazijo, torej po 4 letih učenja, ne vem torej, kako mi bo šlo, ampak po 4 letih učenja sem gimnazijski maturant, torej nimam poklica, ne, dočim pa ne vem, kako bo, kakšna bo situacija v teh 4 letih, vsekakor je neko obdobje, ne, v katerem se lahko marsikaj zgodi, ne. In sem rekla, ne, okej, grem jaz zdravstveno šolo. Na srednji zdravstveni šoli je bil tudi možen torej maturitetni razred na koncu, sem torej opravila in stroko, se pravi, kar se tiče zdravstva in opravila maturo in se potem vpisala naprej na visoko policijsko varnostno šolo, torej mi je uspelo iti nekako v to smer nazaj, ne, po mojih otroških željah. Moram pa reči, da tudi srednja zdravstvena šola je bila fantastična izbira. Verjetno bi se zdaj še enkrat zelo podobno, če ne celo isto odločila, ker mi je dala veščine dela z ljudmi, tenkočutnosti skozi, se pravi, ta 4 leta smo res delali na vseh oddelkih, od neonatalnega do umirajočih, do psihiatrične bolnice, do domov za ostarele in se pravi, vse te ljudi negovali, delali z njimi in je res tudi to neko znanje o delu z človekom, za človeka, ogromno mi je dalo res. Glede na to, da čas res hitro beži, predlagam, drage gledalce, da si vzamemo par minutk za pavzo in potem se vrnemo nazaj z našo zanimivo gostjo. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja z zelo zanimivo zgodbo in predlagam, da kar nadaljujemo. Bernarda, se pravi, imeli ste tudi zelo zanimivo pot uradne izobrazbe oziroma uradnega šolanja, se pravi medicinsko srednjo šolo in potem naprej na višjo Visoka policijska je bila takrat, ja. Tako. Kako pa je naprej potekala? Ja, mislim, jaz, ko sem prišla na to visoko policijsko, takrat policijsko varnostno šolo, zdaj je to Fakulteta za varnostne vede, že dolgo let pod sklopu Univerze v Mariboru, jaz sem se zaljubila v to institucijo, v predavatelje tam in še vedno vztrajam, tako da zdaj sem tik pred tem, se upam, no, da bo šlo gladko, da drugo leto doktoriram, no, upam. Ja, tako da sem se pravi začela tam, ostala tam in moram reči, da imam izjemno podporo, no, tako da tudi, ko imam kakšen strokovni izziv ali karkoli, lahko mi zelo veliko pomeni, da lahko katerega koli praktično od predavateljev tam pokličem. Grem na kavo, se skonzultiram in da imam res en dober odnos in dobro podlago. Kako se je pa potem začela vaša, bom rekel, praksa in potem podjetniška pot? Ja, to je bilo pa tako, no, jaz trdim, da rabiš v življenju veliko znanja, rabiš veliko poguma, upati si, to bi tudi svetovala mladim, pač upajte si. Upajte si tudi reči, vprašati, ni neumnih vprašanj. In pa verjamem tudi, da je treba imeti pa nekaj sreče tudi pri stvareh, da se ti odvijajo tako, kot se ti odvijajo, ker res, ko sem diplomirala, že v času torej zadnjega letnika študija oziroma absolventa sem nekako naletela na detektivsko dejavnost, že prej tekom študija pravzaprav, no, ampak takrat sem se začela malo bolj s tem spogledovati. Jaz sem rekel, v redu, jaz bom pa ta izpit šla delati. Takrat je bil samo izpit, zdaj je po zakonu od leta 2011 je potrebno usposabljanje. Ampak takrat je bil dovolj samo izpit, ki je bil dokaj zahteven, upravljal se je pred 4-člansko komisijo, 2 člana sta
bila in sta še zdaj vedno z Ministrstva za notranje zadeve, 2 člana sta bila z detektivske zbornice, zdaj sem tudi jaz v tej komisiji po vseh teh letih, kar mi je tako kar v čast. Ja, in sem ta izpit naredila v prvo in sem rekla, zdaj grem pa to delati. Brez da bi razmišljala, kaj sploh to pomeni podjetništvo, kako se pa najde posel, ampak me je bilo, ok, jaz grem to delati. Ampak že v času priprave na ta izpit sem pa jaz zbrala vso literaturo. Na kup sem se jaz dala to lepo sprintati, vezati in je takrat na izpitu to opazil takratni sekretar zbornice, gospod Kupnik, s katerim smo še vedno v zelo dobrih odnosih, prejšnji mesec sva bila na kosilu, smo obujala stare spomine in je on takrat rekel, kaj imate pa to, Bernarda? Ja, pač literaturo sem zbrala skupaj, pravi, bi lahko mi to kandidatom dajali. No in tako je nastal ta priročnik za detektive, čisti iz nekega pač vzgiba, če tako gledam. In potem že se pravi o podelitvi, torej ko praviš izpit, o podelitvi licence, izkaznice, je takratni predsednik rekel, mislim, Bernarda, gledajte, če je bilo kaj dela, pa to vas lahko kontaktiram, ja seveda, in glavno sem tako začela delati z danes na jutri, zato pravim, ja, veliko znanja, upati si, pa tudi neki sreče, recimo, da prepoznajo ljudje tvoje delo in da te vključijo. Pravijo, sreča spremlja pogumne, ne? Definitivno. Pogumne in tiste, ki jih ni strah iz dneva v dan pridobivati znanje. To je temelj vsega. A se mogoče spomnite, kje ste zaslužili svoj prvi evro, nam rekel, kaj evra takrat verjetno še ni bilo? Ni ga še bilo, ne? Svoj prvi zaslužek, odkje je prišel? Ja, v detektivskem poslu sem takrat, oziroma z bivšim predsednikom smo delali, ne bom rekla zelo zahteven, ampak zahteven nadzor bolniškega staleža, ker je delavka bila na bolniški in je to zlorabljala, se pravi, da je hodila okrog, ne bi smela, tako da ti se je delal tak nadzor, zbralo se dokazno gradivo, fotografije in to je bil tisti moj prvi zaslužek in ni bil slab. Se pravi, v vašem delu, mogoče kje so res te najbolj pogoste, kakšne stvari najbolj pogosto upravljate, sprav vi oziroma vaša ekipa, če sem prav zasledil, vas je nekje okrog 10 v vašem podjetju zaposlenih? Ja, mislim, eno so klasične detektivske storitve, to so največje kontrol nadzorov bolniških staležev, se pravi preverjanja goljufije pri izplačilu potnih stroškov, preiskave notranjih tatvin, potem kakšne zavarovalniške preiskave, alkotesti, testi na prepovedane droge, iskanje dolžnikov, zbiranje raznega dokaznega gradiva, ki ga recimo potrebujete za kakšne dokazne postopke pred sodišči in drugimi organizacijami. Drugo so pa bolj kompleksne zadeve, kjer se recimo delajo protokoli, kako se organizacija zaščiti pred internimi tatvinami, kako sam sistem zastaviti, korporativna varnost, cyber security, v glavnem so pa te bolj kompleksne zadeve in projekte, ki se jih dela bolj dolgoročno. Kje so bili pa mogoče največji izzivi, s katerimi ste se soočali na svoji poti postati detektivka? Mislim, iz dneva v dan, že sam razvoj tega poklica, veste, začeli smo, recimo, jaz sem imela, prav zanimivo, jaz sem imela zemljevid oziroma atlas, zemljevid Ljubljane, in tam si recimo gledal po ulicah. Ulica Dunajska, ta in ta, se pravi kvadrant D9. Mislim, takrat ni bilo navigacij, ni bilo mislim, telefon je bil zaklicati, pa kakšno sporočilo poslati, ni se dali interneta prek telefona spremljati. Potem, če je bilo treba recimo preveriti neko lastništvo nepremičnine, je bilo treba iti najprej na geodetsko izpostavo v tistem določenem kraju in bilo potrebno iti fizično v zemljiško knjigo. Se pravi, da ti je lahko to, če si imel neko nepremičnino za preverjati, tako prevzelo vsaj pol dneva, če ne več. Pa Bog ne daj, da si imel še na Dolenjskem en dan zagotovo ti je šel. To je pa zdaj stvar parih klikov. In to je izziv iz dneva v dan, ker iz dneva v dan se ta v bistvu dejavnost more prilagajati času, izzivu časa in tudi to recimo zdaj, se pravi časih, kaj se je dalo na internetu dobiti, potem, ko se je to razvijalo, nekaj malega, zdaj pa že drugi izziv, kako pa od vseh informacij, ki obstojijo, kako tisto izbrati, ki dejansko drži, Ja, velike informacije, ki ni resničnih. Ja, a veste, že tudi zdaj gremo tako daleč, kaj je deepfake, torej. A vi, ko govorite, ste resnični ali ne, to je sam nek fake, recimo, ki je bil potvorjen, tako da. To je pa drugi izziv, ki ga prinaša
prihodnost oziroma prihodnost, ja, in digitalizacija. temu moramo tudi preiskovalci iti v korak s časom, tako da so izzivi, ja, z dneva v dan. Mogoče ste v vašem delu opazili, bom rekel, to razliko moški-ženska detektiv, ki v bistvu v glavi, kar rečeš detektiv, verjetno se moški prikaže, ne? Ja, tudi po odstotkih, globalno gledano 80% moških in 20% žensk. Jaz, ko sem začela leta 2006, sem bila tretja ženska, tako da, ko sem prišla povprečna starost, takrat sem pisala nek članek, takoj po vstopu v te vode in sem računala starost, mislim, da je bila okrog 45 ali 47 let, povprečna starost detektiva takrat v Sloveniji, ne, in jaz, ko sem prišla takrat na prvo skupščino, so me vsi tako gledali, in sta dva pristopila do mene, en rekel, ja, ti si mogoče predavalnico zgrešila, ne, ker tukaj imamo pa skupščino detektivov. Ja, sem rekla, vem, saj imam licenco, tako da je bilo kar komično, ne, niso mogli verjeti, pač, zakaj bi se nekdo kar iz študijskih vrst za to odločil, ker takrat je bila to redkost, ne, v večini je šlo za starejše gospode, ki so prej dali že celo kariero skozi v nekih drugih strukturah državnih in so imeli temu primerno tudi izkušnje, in je bilo to predvsem nenavadno iti študijskih vrst, kar je pa zdaj praviloma, recimo, da ljudje prihajajo z teh vrst, tako da je bilo zelo zanimivo in zabavno, ja, ampak jaz sem to vedno nekako potem obrnila v svoj prid, oziroma sem sebe vprašala, tako kot tudi dan današnji, kaj lahko pa jaz doprinesem s to drugačnostjo, ne, večino moških, jaz sem ženska, večino imajo izkušnje, kako lahko to upajo. Se iskalo bi so nove rešitve. Kako z roko v roki iti naprej, ne, zagotovo, in iskati nek drug pogled na isto stvar, ne, in to je ogromen doprinos, ne, če na to tako gledaš. Če zelo hitro beži, tako da so prišla do drugega kratkega odmora. Drage gledalke, dragi gledalci, kmalu se z našo gostjo vrneva nazaj. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes smo z zelo posebno in zanimivo gostjo, gospod Bernardo. Pogovarjala sva se o detektivskih storitvah, detektivskemu življenju. Mene pa zanima tudi, kako pa je pomembna poleg službe družina. Zelo. Ker to je tisti balans, ravnoteže, ki ti ga dajo v življenju, če ne bi to bilo na glavo. Recimo, jaz, ko sem začela delati, pa to, kar sem že prej tudi rekla, jaz hitro zapadem v prekomerno delo, ne, in to me nekako pol drži nazaj, da ok, pridem domov, zdaj pa izklopim in se posvetim otrokom in ostalim družinskim zadevam, ker prej je bilo pa to pregorevanje. Lahko čisto izklopite? V večini ja, v večini ja. Ne bom rekla čist, ker bo mož rekel, ne, ampak ja, no, v večini ja. Kakšen način imate pa recimo potem za sproščanje? Bom rekel, se s kakšnim športom ukvarjate? Zelo rada potujem, čeprav to je v večini povezano ali s kakšnimi konferencami, s kakšnimi primeri, ki jih delamo v tujini, pa pol pač se nekaj naredi, ali pa se gre na konferenco, pa potem se vzame še neki dodatni del dni, pa smo takrat prosti, recimo, drugače pa kaj mi največ daje energija, branje knjige, tudi danes sem jih nekaj prinesla, ker je bila, predvidevam, da bo tudi tema na to, in pa slikanje. Slikanje? Slikanje z olje na platno, to mi je pa ljubezen, ki sem jo odkrila torej v zadnjem času, sem hotela večletnico, ampak ne bom. Ja, to mi je pa ljubezen, umetnost, slikanje. Ste že imeli kakšno razstavo tudi? Nisem, sem pa že dobila eno dobro ponudbo za razstavo, ampak jaz mislim, da to dosti preuranjeno, tako da še mora preteči neki oljne barve in platna, da si bom to drznila narediti, definitivno pa nekoč, ja. Kako sva že rekla, prej sreča spremlja pogumne, ne? Tako, ja. Omenili ste knjige, ja, res je, bom rekel, velikokrat, ko se pogovarjamo o knjigah, ene so komedije, druge so tragedije, ampak detektivke so pa tudi pogosto vsebine knjig. Katere knjige potem vi najrajši berete, detektivke?
Ne, čeprav sem pri nekaterih tudi znanih slovenskih avtorjih nekje mogoče imela majčkeno prste vmes s tem, da sem svetovala, pa so prišli do mene, kar me je tako kar polaskalo, no, sem bila vesela tega. Ne, berem kakšne, mislim, če gledava Pinkertonove, recimo to ponavadi nesem s seboj, ker mi je dragocena. Zakaj? Zato, ker Pinkerton je bil eden izmed najbolj znanih detektivov v 19. stoletju. Torej, kot začetnik je znan in tale knjiga z leta 1876. On je napisal prek 20 knjig, poleg tega, da je imel zelo uspešno detektivsko kariero in jaz ga več kot občudujem. Potem tole o Ernestu Hemingwayu, za katerega se tudi govori, da naj bi bil nek vohun ali pa da naj bi neke informacije torej zbiral in pomagal pač obveščevalnim službam. Zakaj ta? Zato, ker sem bila pred kratkim v Miamiju v hiši, kjer je on živel in pisal. Pa potem recimo v svetu Noam Chomsky, definitivno, kdo vlada svetu, kakšne take stvari mi kar napolnijo moje sive celice. In pa meni najbolj dragocena pa je knjiga Poti od Lao Tzuja. To so pa take, ki me duhovno polnijo. Tako, na kratko sem rekla, da prinesem tiste, ki imam zdaj na nočni omarici. Imate pa še eno revijo Pod lupo? Ja, imam pa revijo, tole pa izdajam vsako leto, od leta 2015. In se mi zdi taka lepa dodana vrednost in torej moje ekipe v poslu in pa tudi doprinos k dejavnosti, ker sem tudi ponosna, da celo na fakulteti za varnostne vede omenjajo. Čestitke. Mogoče, kaj bi svetovali mladim, ki šele stopajo na svojo poslovno pot, katere lekcije bi mogoče želeli predati? Naj predvsem sledijo svojemu srcu. Naj dobro nekje v tišini pri sebi nekako razmišljajo, kaj so lahko dodano vrednost, oni dodana vrednost svetu, kaj imajo oni, kaj lahko oni doprinesejo družbi. Ne, koliko bom zaslužil v moji prvi službi, ampak katera je moja dodana vrednost, ki se bom lahko izpopolnil in da v družbi. Denar je pa verjetno posledica, ne? Jaz nikoli v življenju nisem gledala iz finančne plati, oziroma še zdaj vedno trdim, da denar pride, za dobrim delom pride denar. In če se boš ukvarjal, a veste, če se boš ukvarjal z denarjem, ti bo fokus na denarju, ne? Ti se moraš ukvarjati s svojim delom. Kaj ti delaš, kaj doprinašaš, kako delaš svet boljši ali pa svet je tako teatralno, ne? Rečemo skupnost, družbo, ne vem, ulico, naselje, kraj, ne, fakulteto. Kaj ti doprineseš svojo energijo, kaj doprineseš svoje dejavnosti, svoje branže, recimo v detektivski dejavnosti. Z tega vidika, ker pol je fokus tam. Denar pa pride kot energija v zadnji za poplačilo tistega, kar si naredil. Dobrega, ne? In se ne rabiš, mislim, se nikoli nisem rabila ukvarjati s tem, kako pa preživeti, kako zaslužiti. To je posledica, to pride potem kot nagrada za tisto energijo, ki si jo ti dal. Kako prijete do novih strank? Največ od ust do ust. To je bilo pa seveda skozi dolgo kariero, torej zadnjih 18 let, z dobro upravljenimi primeri. Največ je tega. Bi mogoče želeli izpostaviti koga iz vaše družine ali pa iz poslovne poti oziroma izobraževalnega procesa, kakšno osebo, ki je vplival na vaše življenje? Ja, zagotovo jih je več. V prvi vrsti starše, ki sta mi dala tako dobro popotnico, se pravi neko, pa tudi ta pristan, kamor vedno lahko greš, se pravi, če imaš težavo. To ogromno pomeni, da lahko se nekam zatečeš nazaj, seveda potem sekundarno družino oziroma moža, otroke. To je tudi zelo pomembno. In pa ja, prve ljudi, s katerimi sem sodelovala, torej enega od preteklih predsednikov detektivske zbornice, pri katerem sem začela delati, sem imela vedno torej odprte roke in podporo, tako strokovno kot tudi poslovno. Preteklega sekretarja detektivske zbornice, fantastično osebo, tudi človeka, ki ga še vedno lahko pokličem, vprašam za nasvet. Preteklega dekana fakultete za varnostne vede, tudi vedno na voljo za nasvet, za kosilo, za kavo.
Tako da ja, so to osebe, ki so zaznamovale ne samo moja poslovna pot, ampak tudi moje življenje. Mogoče še zadnje vprašanje. Kje se vidite čez 5-10 let? Še vedno nekje v tem poslu, vsej delno, če že ne čisto, ali pa pač v poslu, ki je pa zelo povezan z preiskovalno dejavnostjo, se pravi kot uporaba raznih oziroma programiranje raznih programov za zbiranje, obdelavo podatkov na spletu, ampak vse nekako pa izvira iz preiskovalne dejavnosti. Pa verjetno bolj kot mentorica drugim? To že zdaj v bistvu, ja. Ne tukaj na terenskem delu, tudi zdaj nisem tukaj več na terenskem delu, razen pri kakšnih večjih preiskavah. Ja, mentorstvo me tudi veseli, mentorstvo, komuniciranje v dejavnosti z javnostjo, tako kot današnji pogovor, ki me zelo veseli, kakšno pisanje knjige, zdaj s kolegom pišemo eno, sicer strokovno, ki bo v začetku naslednjega leta izšla, pa tudi eno novelo sem napisala, sicer že ni izdana, tako da tudi s tem se rahlo spogledujem. Super, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za današnji intervju. Drage gledalke, dragi gledalci, z našo gostjo, gospod Bernardo Škrabar-Damjanovič, sva imela res zanimiv pogovor. Verjamem, da ste tudi vi dobili kakšno zanimivo informacijo, misel in pa popotnico. To je bila oddaja Moja družina in vidimo se naslednjič z zanimivimi gosti.